Mojzes je nastopil kot posrednik za osvoboditev ljudstva. Faraona je prepričal, da so lahko zapustili Egipt in jih nato prek Rdečega morja in puščave vodil v svobodo. Mojzes, ki ga je Božje usmiljenje ob rojstvu rešilo iz reke Nil, je postal posrednik tega istega usmiljenja. Tudi mi v tem letu usmiljenja lahko postanemo posredniki usmiljenja z deli usmiljenja. Lahko se približamo, tolažimo, združujemo, lahko naredimo številne dobre stvari. Je dejal papež in nato poudaril, da Božje usmiljenje vedno deluje za odrešenje, kar je povsem nekaj drugega, kar delajo tisti, ki ustvarjajo vojne. Če sprejmemo zavezo z Bogom in se mu pustimo odrešiti, nas Božje usmiljenje naredi za dragocene, za posebno lastnino, ki pripada Gospodu in ki jo Gospod varuje, je še dejal papež in dodal, da se je skrivnost Božjega usmiljenja v polnosti dovršila v Jezusu, v tej novi in večni zavezi, ki z odpuščanjem izbriše naše grehe in nas naredi za Božje otroke, dragocene dragulje v rokah dobrega in usmiljenega Očeta. Na koncu je Frančišek še povabil: Prosimo Gospoda, da bi tudi sami v letu usmiljenja opravljali dela usmiljenja. Odprimo svoja srca, da bi z deli usmiljenja, ki so dobrosrčna dediščina Boga Očeta za nas, dosegli vse ljudi.